Še pokažem, kako sem zrihtal propeler. Tole je propeler. Ja, tukaj sem zvrtal 2 luknji, pa dal vijak noter, tle še enega. Pa med te dva sem dal še tako 2 vijaka noter. In zdaj dela, lahko glisiram, ne drsi. Moram pa zelo paziti, da zdaj ta guma je zaradi tega, če s propelerjem udariš v kakšno skalo ali pa kamorkoli ali pa v štrik, da se ta guma utrne, ne pa da se uniči noter, kaj je v motorju prenos. Tako da zdaj moram sem paziti, da kam ne zadenem. Ali pa zamenjati za nov propeler, kar bi bil pa že 3. To je pa že preveč denarja, znajo, da menjava te propelerje pa za stavo. Tolikšna je pa dejanska poraba, ko imam vklopljen računalnik. Lagoon 410 S2, letnik 2006, tale katamaran sem šel pogledat, ampak ni ok, tako da se vračam nazaj. Evo mene na britanskih Deviških otokih, zopet sem šel pogledati zdaj ta katamaran. Se nisem odločil, ne bo zamenjala, tako da danes letim nazaj na Martinik. Tam že vem, kateri akumulatorjem kupil, narediva to. Greva en paket, vem, da je že prišel za naju, pobereva. Potem pa greva na Grenado, kjer bova delala anti-fouling in greva naprej po planu za Panamo. Tako da to je zaenkrat to. Drugega na jadrnici mislim, da zdaj trenutno se ne spomnim, da je bilo kaj tako zelo nujnega. So pa zmeraj kakšne sprot stvari, ki si jih je treba kaj popraviti. Tako da se že veselim najinega potovanja. Zdaj so da res malo predolgo na enem in istem mestu. 1 uro imam še do trajekta, tako da bom trajekt tukaj z tega pomola. Jaz sem pa zdaj izkoristil čas, pa je malo voda. Vreme je ful lepo, vidljivost je lepa. V bistvu tam sva z Nataljo že enkrat preplula. Tam so The Bats od zadaj, tam je Peter Island,
tisti tam v zadnji otoki so že ameriški deviški otoki. Beef Island je pa tukaj čez. Tako da zjem pa malo vodo, še malo zajtrka, potem pa naprej. Hotel sem iti kupiti vodo, kaj ne morem, s kartico plačati. Dolarja nimam, tako da moram zdaj najti, pa iti na letališče, tam lahko vsaj s kartico plačati. Kave pa tudi nimajo. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard Lunar Flight 050 with sem spet na otoku St. Barts. Zdaj imam pa 3 ure časa, potem pa letim naprej na Guadeloupe, iz Guadeloupe pa nazaj na Martinique. Sem še malo na plažo pogledati, ker je vroče, ker je lepo pihla. Zdaj pa nazaj proti letališču, ampak lago sem že oddal. Tako da mogoče še kje najdem kaj za jesti, ampak bo težko, ker je nedelja in je vse zaprto. Tako razgleda pa pokopališče na St. Barts.
Evo, med da so kupila 3 akumulatorje, pa dobimo pa še čez 2 dni pa kabel. Moram pa tole naložiti v avto, da peljemo na jadrnico. Na jadrnico peljem na tele akumulatorje, v bistvu enega, 2 pa sem dal temu sosedu, ki ima večji gumenjak, bodo lažje pripeljali. Drugače 300 € en tale akumulator, ampak sem dobila še 10% popusta, tako da sem za 3 akumulatorje dal namesto 900 810 €. Po jutrišnjem grem iskat pa še 2, pa kable mi bodo pripravili, potem pa to zamenjam in upam, da bom imel potem za kar nekaj let. Vse skupaj bo 500 amperskih ur, tako da bova imela dovolj. Po pošti sem dobil tale ležaj za vetrni generator, tako da tole imamo v teh dneh za zamenjati. Tole so akumulatorji zdaj. Izgleda takole. Še vijaki za zraven. Zdaj pa mi bo pač pripravil kable na posebno, na določeno dolžino, ki jo rabim, in potem samo pritrdim te vijake in to je to. Zdaj ta akumulator ima okoli 30 kg, ne vem točno. Gel tehnologija, 100 amperskih ur. Upam, da bodo dobri, da bodo zdržali nekaj časa, nekaj let. Malo naj je že čas preganjati, ampak se bom lotil. Želim danes dati tele akumulatorje noter. Priklopil bom sicer verjetno šele jutri. Evo, tu so mi pripravili kabel zdaj, te prave dolžine. Po barvah, tu je plus, črni so minus. Tako da me čaka zdaj kar nekaj dela. So kar težki, vsak akumulator ima okoli 30 kg, tako da vroče je, glih zdaj ni nič vetra, drugače skozi piha, tako da malo lahko odprto tam spredaj okno in pol lepo čez celo jadrnico piha. No, zdaj, ki bi pa moglo pihati, pa ne. Ampak nič za to. Moram pa vse kable te stare, ki so vse prepleteni, ven vzeti, akumulatorje ven vzeti, postavil bom noter nove akumulatorje. Enega bom pustil sem preklopljenega, tukaj da imava čez noč hladilnik pa vse delaufa. Zjutraj pa preklopim vse nove akumulatorje, tako da bodo začele celice, da jih napolnijo, ker zdaj niso glih na en koliko polni, koliko sem meril napetost. Tako da potem pa upam, da bodo te akumulatorji kar za nekaj let. Se pravi, jutri greva še v trgovino, po antifouling verjetno nabaviti, če se bo odločila še kupiti pečico. Potem narediva odjavo tukaj na Martiniku in potem imava kakšen dober dan, 2, odvisno koliko, ali bova non-stop jadrala, ali bova se kaj ustavila čez noč. Greva direktno proti Grenadi na Carriacou, kjer imava rezervirano dvigalko. Mislim, da naj bo stalo $350 ameriških, kar je veliko cenejš kot na Hrvaškem. Tako da vsaj ena stvar, ki je cenejš. Sam antifouling je pa dražji kot pri nas, ampak nimaš kaj. Po mojem bo to zadnji antifouling, ki ga bova delala in bo mogel zdržati do doma potem. Takole zdaj, tu je motoren akumulator, ki ga bom premaknil sem. Tukaj pride en nov in to je v tej kabini. Zdaj sem vzel tega starega ven. Akumulatorji so preklopljeni, celice delajo, evo polnejo. So bili na 12.4, 12.5 prazni akumulatorji, zdaj pa upam, da so čez dan čim bolj nafilalo, zdaj je še jutro. In to je to, zdaj pa upam, da bo zdržalo. Tole so odvečni kabli, ki sem jih ven vrnil, pa sem naročil vse skupaj nove, pa te prave dimenzije. Tako da tole bodo za kaj za rezervo. To sta 2 akumulatorja, pa na oni strani je eden lepo. Tole je 4. akumulator in pa zadnji 5. Na 5. imam vezano vse pluse. Na oni strani, ki pa 1. akumulator, imam pa vse minuse vezane, tako da to je to.